Lep pozdrav današnji Kulturi na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. 20 let je minilo, kar so v Celju ustanovili Združenje prijateljev slepih in slabovidnih Slovenije in pa tudi svojevrstno literarno srečanje slepih in slabovidnih, imenovano Biseri Savinje. Bil je lep sobotni dopoldan 12. oktobra, ko so se v Celju zbrali slepi in slabovidni literarni ustvarjalci, pesniki in pisatelji na svoji vsakoletni literarni prireditvi Biseri Savinje. Letošnje jubilejne 20. Bisere Savinje, srečanje slepih in slabovidnih pesnikov in pisateljev, so pripravili v prostorih restavracije Stolpič v Celju. Organizator pa seveda tudi tokrat Združenje prijateljev slepih Slovenije, ki prav tako beleži 20-letnico delovanja in ima sedež v Celju. Združenje je, kot nam je povedal njegov sedanji predsednik Davor Deželak, mnogim slepim in slabovidnim literarnim ustvarjalcem pomagalo pri izdaji in predstavitvi njihovih del. Letos obeležujemo že 20. obletnico literarnega foruma Biseri Savinje. Ustanovljen je bil ravno s tem namenom, da se slepi slabovidni literati skozi ta forum uveljavljajo s svojimi deli. Mnogim smo že pomagali na tej poti, nekateri so bili prvič na našem forumu in od tod potem dalje razvijali svojo ustvarjalnost in dela, tako da, kot ste prej že lahko opazili, so res kvalitetno zastavljena, ljudje izražajo svoja čustva preko duše in srca in to z veseljem mi potem tudi predstavimo na naših forumih. Tudi tokrat so na prireditvi predstavili kar nekaj odlomkov literarnih del slepih in slabovidnih pesnikov in pisateljev, ki sta jih interpretirala ljubiteljska gledališka igralca Marija Lipovšek-Šuler in Jani Turnšek. Sicer pa je združenje v 20 letih delovanja, kot nam je povedal podpredsednik združenja, njegov soustanovitelj in vsebinski kreator Biserov Savinje Sebastian Kamenik, pomagalo več kot 60 avtorjem pri izdaji in promociji njihovih del. In kot pravi Kamenik, je ves trud poplačan z vsakoletno prireditvijo Biseri Savinje. Presenečen sem, da je že res minilo 20 let. Takrat, ko se težko prebijamo, ko ne vemo, ali bomo iz meseca v mesec hodili, je težko. Potem, ko pa pride ena takale prireditev, ko se vse poklopi, kot radi rečemo, pa ugotoviš in ko se ozreš nazaj, da si v zelo kratkem obdobju, je 20 let kratko obdobje, pa naredil zelo veliko in to je tisto, kar te žene naprej. Več kot 60 literatov slepih in slabovidnih se je v vseh teh 20 letih zvrstilo na teh literarnih srečanjih. Kako pa Sebastian Kamenik, tudi sam pesnik, ocenjuje to literarno tvornost? No, recimo v vseh 20 letih smo registrirali okrog 60 literatov iz domovine in tujine, pa še kakšnega čez. Zanimivo mi je to, da skoraj vsako leto se priključi kdo na novo, kar me izredno veseli. To se pravi, da literarna vnema obstaja, da ljudje zbirajo pogum, da bi prišli s svojimi deli v javnost, ker veste, kultura in literatura sta dve tisti največji orožji slepih in slabovidnih, kako enakovredno sodelovati in delovati v širši družbi. In mislim, da je to tisto, kar vzpodbuja še druge in druge in da se bomo širili še naprej. Tudi predsednik Združenja prijateljev slepih Slovenije Davor Deželak opaža, da je ta prireditev veliko pripomogla k dvigu kreativnosti in spodbudila literarno ustvarjalnost med slepimi in slabovidnimi. Da so v vseh teh 20 letih Biseri Savinje postali pomemben in nepogrešljiv segment ustvarjanja tudi v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, pa je v svojem nagovoru poudaril tudi njen predsednik Matej Žnuderl. Naša zveza je sicer stara že 104 leta, vendar pa nismo očitno mogli zadovoljiti vseh interesov in želja naših članov. Zato je pred 20 leti gospod Zvonko Perlič ustanovil Združenje prijateljev slepih, pri čemer se je odprlo lepo polje
možnosti, kjer so se lahko izpostavili slepi literati, pesniki in prozaisti. In moram reči, da z velikim veseljem sodelujemo. Opažamo, absolutno, jaz moram reči, da mnogi literati in literatke so prav na našem forumu prvič sploh upali nekako stopiti na to sceno, se izpostaviti. Ne nazadnje, mnogi med njimi imajo to žilco, pa je mogoče ne upajo potem tako predstaviti se, mi pa nekako jih spodbudimo na tak lep način, da jih upeljemo in da se upajo potem predstaviti širšemu občinstvu. Srečanje slepih in slabovidnih literatov Biseri Savinje in Združenje prijateljev slepih Slovenije so pred 20 leti v Celju ustanovili na pobudo žal že pokojnega slepega pisatelja in znanega Celjana, ki je bil nekoč tudi glas Radia Celje, Zvonka Perliča. Njegova vdova je danes srečna in vesela, da srečanje tako lepo prosperira. Zelo sem bila srečna, ker sem čutila, da se je njegovo delo pred 20 leti, ko je ustanavljal Združenje prijateljev slepih Slovenije in te bisere, da je to oživelo in da živi še danes. Lahko bi ne bilo, zdaj pa je, pa tako lepo zasedenostjo v dvorani in tudi z vašo zasedenostjo. Vi ste vsi prišli medijsko. Tako da zelo sem srečna in mi bo to danes lep dan. Ob tej priložnosti pa so predstavili še 5. pesniško zbirko slabovidnega avtorja Celjana Vlada Skaleta pod naslovom Skale na Vlado. Zadovoljen sem zelo, ker sem jo dolgo čakal, občutki so pa super. Celjan Vlado Skale je do sedaj že izdal 4 pesniške zbirke, in sicer naslov Ti zaupam na uho, Poetom mobile, Presneto pismo in Ena pesem mi gre. Sedaj pa je šla, kot rečeno, še njegova 5. pesniška zbirka z naslovom Skale na Vlado. Naslov je pravzaprav premetanka njegovega imena in priimka. Kje pa Vlado najde motive za svoje pesmi? Kaj ga vzpodbudi k ustvarjanju? To so razni občutki, pa spremljanja, angažirane pesmi, ljubezenske pesmi. Sicer je pa tako en pesnik je rekel, da ga pesem poišče, kar se meni tudi dogaja, da me pesem poišče, pa jo napišem. Ne. Pri izdaji pesniške zbirke mu je pomagala tudi Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, kar, kot pravi njen predsednik, je tudi njeno poslanstvo. Seveda, prepričan sem, da je naše poslanstvo vzpodbujanje ustvarjalnosti med slepimi in slabovidnimi, razvijanje tudi ostalih potencialov in zato moramo podpreti tudi takšna prizadevanja in smo veseli, ko lahko prispevamo nekaj sredstev, kot so založniki pri teh raznih pesniških zbirkah in ostalim. Tako da zelo sem vesel, seveda tako ob tej priliki lahko tudi javno čestitam Vladatu Skaletu, ki so pred desetletji se kar veliko družila, zadnje čase pa nekoliko manj. Vladu Skaletu je torej Skale na Vlado 5. pesniška zbirka. Izdala sta jo Združenje prijateljev slepih Slovenije in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. K zbirki je priložena tudi zgoščenka. Oboje je oblikovala Rosana Lorbek, zbirko pa so v 300 izvodih natisnili v Skamtisku v Celju. Pa Vlado morda že snuje kaj novega? Se že snuje, pa tako sem prej rekel, da mogoče, če ne bom našel založnika, bom prvič šel v samo založbo. Je že kaj konkretnega? Ja, zdaj je sklop enih 50 pesmi, pretežno so ljubezenske, naslov se še nisem spomnil, oziroma imam par naslovov, ampak nisem se še odločil, kater bo. Sem zelo previden glede naslovov, da so taki udarni bolj. To pa težko napovedujem. Mogoče čez 2 leti.
Jubilejni 20. biseri Savinje so tako ponovno v celoti uspeli v zadovoljstvo vseh sodelujočih in organizatorjev, ter ponovno ugradili še en biser, vpisan mozaik naše literarne ustvarjalnosti. Vsi prisotni so se po končani prireditvi še zadržali na prijetnem druženju in ker obletnice zavezujejo, smo predsednika Davora Deželaka povprašali še, kako naprej v naslednjih 20 let. Želje so seveda, da ta trend oziroma to tradicijo lepo nadaljujemo tudi naprej. Naš podpredsednik, gospod Kamenik, je tu, bom rekel, spod tista gonilna sila in moč, ki vedno znova išče nove talente na tem področju in vsako leto mu uspe privabiti na naš forum kako novo osebo. No, letos je bil predstavljen gospod Skale. Skratka, mi se bomo trudili po najboljših močeh, da bo ta trend se nadaljeval seveda tudi naprej. No, kot smo slišali, literarno ustvarjanje ne pozna meja, tudi med slepimi in slabovidnimi, in to je pravzaprav izjemno spodbudno. Hvala za vašo pozornost v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje, pa prav prisrčen pozdrav.